uspešni prvi obletnici vstopa Hrvaške v šengensko območje, ki smo praznovali lani, in po silnem obisku ljudi in zelo nekih pozitivnih, bom rekla, emocijah in veliki udeležbi smo odločili, da bomo ponovili še enkrat letos, oziroma da bomo praznovali ta datum, in ob tem datumu, da bomo zaprosili, da je mejni prehod pri Kalinu, ki je drugače odprt, in to je danes od 17. do 22. ure. Skupaj praznujemo drugo obletnico vstopa Hrvaške v Evropsko unijo. Potem tudi namen tega srečanja je v bistvu, da se ljudi družijo, da se spoznajo kulturna društva. Danes bo nastopalo v programu 11 kulturnih društev iz Hrvaške, iz Slovenije. Tako, pač namenjeno je druženje za ljudi, ne? To je prav neki osnovni cilj tega srečanja. Kdo se je vključil iz Brežiške občine, katero društvo oziroma naše društvo? Iz krajevne skupnosti Jesenice, turistično društvo Jesenice na Dolenjskem, društvo vinogradnikov Dolina Jesenice, kulturno društvo Ivan Kobal iz Krške vasi nam gostuje z 2 sekcijami, klapo, parangal in harmonikarji, in tudi brez našega domačega kulturnega društva Slavček sigurno ne gre, tako da tudi oni nastopajo danes v programu. I te teške rane liječiti bi znam, ko bi mome srcu ljubav dao. No, mi zelo dobro sodelujemo z menjim občinam, tudi s Samoborom. Tu predvsem gre za sodelovanje na raznih športnih, kulturnih prireditvah in pa tudi drugačnih, in seveda z veseljem tudi organiziramo druženje z ene in druge strani meje, in seveda vsi smo veseli, kajti da je končno na nek način lažji ta pretok prebivalcev. Predvsem bi si pa želeli, da bi čim prej seveda se omaknila tudi šengenska meja, tako da bi lahko res čisto prosto zadihali občani z ene in druge strani, tako kot so včasih. No, gospodarsko sodelovanje je, čeprav treba vedeti, da gospodarsko sodelovanje je vedno na dejansko interesih, seveda tu je turizem in pa druge stvari, tako da tu se že dogaja, predvsem trgovina z ene in z druge strani, in seveda jaz verjamem, da se bo to tudi s tem, ko se bo meja sprostila, samo še nadaljevalo.
Dobar dan. Pozdravljam Marinko. Pozdrav, jeste dobro? Odlično. Super, bravo, samo nastavljamo. Dobar dan, gospodin Marinko, kako ste, kaj gospodin? Dragi prijatelji z ene in z druge strani meje, veseli me, da smo se ponovno tu srečali in seveda, da nekako se spomnimo tistega pomembnega trenutka v seveda naši bližnji zgodovini, to je, da smo postopno postali, lahko rečem, v skupni veliki evropski državi. Dejansko je 91. leta meja tu kar precej nas razdvojila, precej je bilo težav med sodelovanji. In mislim, da je bil prav pred 2 leti tak ponovno en velik trenutek, ko smo se imeli bistveno večjo možnost seveda naprej sodelovati in pa se družiti. Tu občina Brežice res dobro sodeluje z vsemi občinama obmejnimi, posebej pa smo še veseli dobrega sodelovanja z Samoborom, saj so dejansko vsako leto različna srečanja, tako kulturna, športna, gospodarstva, pa da ne govorim, da dejansko brez vašega sejma praktično Brežičani ne moramo, saj je dejansko v soboto več Brežičanov skoraj tu v Samoboru, kot pa v Brežicah. Jaz verjamem, da boste se tu s tem nadaljevali, da bojo to preraslo tudi še v kakšne evropske projekte, da bomo skupaj naredili še mogoče marsikaj več in seveda, da bomo s tem predvsem olepšali in pa olajšali življenje ob meji in seveda dvignili kvaliteto življenja tako za prebivalce z ene in z druge strani. Danes pa je glavni namen druženja, zato vam želim predvsem lepo bivanje to, lepo druženje. Jaz verjamem, da z teh vizij bo postalo še kakšno dovo in da se bojo nadaljevali in verjamem, da čez 1 leto se ponovno vidimo. Lepo se imejte in hvala lepa, da smo lahko skupaj. No, znam da je vruće. 30 u hladu, 50 na suncu, ali ne škrtarite s pljeskom nakon ovako lijepih riječi. Još jedan veliki pozdrav za župana dobrosusjednih Brežica Ivana Molana. Župan općine Brežice Ivan Molan, poštovana veleposlanice Republike Hrvatske, dragi susjedi i susjede, dragi sugrađani i sugrađanke, dragi prijatelji.
Drago mi je što vas danas mogu pozdraviti u Bregani, na mjestu koje je oduvijek bilo poveznica građana Hrvatske i slovenske strane, mjesto susreta i prijateljstva. Drago mi je da nas to povezuje i danas kada zajedno slavimo drugu godišnjicu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Sretni što smo time potvrdili ono što smo oduvijek znali, da su Hrvatska i Slovenija europske i moderne države. Svim susjedima iz Slovenije želim dobrodošlicu, a svim vama želim da uživate u programu koji su zajednički pripremili naši građani i udruge.